Na oder, spoštovani gostje, vabim gospoda Roberta Logarja iz vodilnega tehnološkega podjetja ABB Group, ki se ponaša z odličnimi rešitvami na področju avtomatizacije in energetike, ampak več bo povedal sam. Dobrodošli. In zdaj predajamo besedo drugemu glavnemu pokrovitelju, in sicer iz podjetja Fanuc Adria, ki je že 60 let po ustanovitvi in skoraj z milijon roboti po tovarnah po svetu, vodilni proizvajalec industrijske avtomatizacije na svetu. Lepo prosim, za aplavzom pozdravimo gospoda Miha Kavaša. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi z moje strani. Moje ime je Miha Kavaš. V Fanuc Adrii sem zdaj že drugo leto pridružen tej svoji čudoviti ekipi. Jaz vam bom v nadaljevanju svojega govora skušal predstaviti, zakaj so v našem podjetju, na splošno v Fanucu, ravno servisne storitve tiste, ki so naša največja strast, naša glavna naloga našega vsakdanjega poslovanja. Za začetek mogoče na kratko nekaj besed o sami Fanuc korporaciji. Čas mi ne dopušča, da bi vam cele zgodovine in cele zgodbe Fanuc korporacije povedal, zato samo na kratko. Fanuc ima sedež na Japonskem, ob jezeru Yamanaka, ob vznožju gore Fuji. Vse to skupaj se nahaja v regiji na Japonskem, ki se imenuje Yamanashi. Pokriva 1,5 milijona kvadratnih metrov in je dom številnih zaposlenih tam, ki vsakodnevno se trudijo, da se avtomatizacija po celem svetu čim bolj optimizira in da je čim manj težav v sami avtomatizaciji. Sami začetki segajo v leto 1956, ko je ustanovitelj in doktor Inaba ustvaril oziroma razvil numerično krmilje, in ko je kmalu potem dodal še oziroma ustvaril še prvi električno impulzni motor, je s tem začrtal smernice za nadaljnji razvoj v avtomatizaciji praktično v vseh industrijah po svetu. In ta možakar, doktor Inaba, s svojo ekipo si je vedno prizadeval, kako odpraviti kakršnekoli ovire v avtomatizaciji, kako povečati produkcijo, storilnost, kako povečati kakovost in obstojnost samega produkta in pri tem še zmanjšati proizvodne stroške na samo enoto. In zaradi tega so potem kasneje razvili še robota, ki je po enakih principih posluževal ta obdelovalni stroj, v katerega je doktor Inaba vgradil ta elektromotor, sprogramiran z numeričnim krmiljem. In seveda danes zaradi tega s to tehnologijo doktor Inaba ni pomagal samo Fanucu postati to, kar danes je, namreč vodilno podjetje za industrijsko avtomatizacijo na svetu, ampak mnogim drugim podjetjem je omogočil tudi večjo storilnost, nižje stroške proizvodne in nasploh optimiziral avtomatizacijo. Po celem svetu Fanuc ima 8500 zaposlenih, cirka 8500, od tega nas je v Evropi slabih 2000, ustvari 6 milijarde, dobrih 6 milijard evrov neto prodaje, v Evropi to pomeni dobra milijarda evrov neto prodaje. Tukaj si je vredno zapomniti, da to vse Fanuc ustvari samo z 8500 zaposlenimi po celem svetu. Seveda, več kot 30 milijonov izdelkov je nameščenih po vsem svetu že do danes in brez lokalne servisne podpore seveda pri tem ne bi šlo, in zaradi tega ima Fanuc 266 lokacij oziroma podruženc in satelitskih pisarn po vsem svetu, s katerimi pokrivamo 107 držav po celem svetu. Ima eno najbolj avtomatiziranih tovarn na svetu, so Fanucove tovarne. Imajo 4600 robotov v teh tovarnah, ki tudi proizvajajo druge robote in druge Fanucove mašine in komponente. To omogoča proizvodno kapaciteto za cirka 320 000 enot oziroma izdelkov mesečno. Za primerjavo lahko veste, da podjetje Tesla ustvari oziroma izdela 150 000 avtomobilov mesečno.
In verjemite mi, da tudi Tesla uporablja Fanukove robote v svoji proizvodnji, drugače bi tudi številka 150 tisoč bila zgolj utopija za Teslo, ne. Imamo 10 laboratorijev in en razvojni oddelek na vsako proizvodno skupino teh proizvodov. In v tem razvojnem oddelku je polovica zaposlenih z izobrazbo inženirja. Fanuk najdete praktično povsod, kamorkoli se ozrete, kjerkoli izdelek okrog sebe pogledate, povsod ima Fanuk prste vmes, tako da si je zares težko zamisliti neko industrijo, kjer Fanuk ne bi bil prisoten ali direktno ali pa posredno preko komponent, ki so vgrajene tudi v proizvajalcih drugih mašin, ne. Govorim predvsem o CNC krmilih in servomotorjih, servoojačevalcih in tako naprej. Tole so Fanuk izdelki, ki jih Fanuk izdeluje vsakodnevno, se pravi CNC krmilja, servomotorji, servoojačevalci, industrijski roboti, seveda imamo največjo paleto industrijskih robotov na svetu, več kot 100 različnih tipov robotov, zagotovo pokrijemo vsa povpraševanja po kakršnihkoli aplikacijah, kakršnekoli potrebe imajo naše stranke. Imamo tudi seveda sodelujoče robote in pa razvijamo programsko opremo tako za mašine kot tudi v okviru industrije 4.0, kot je MT-Link AI, ZDT, več o tem lahko tudi kasneje ob kavici spregovorimo. In pa seveda naše robomašine, RoboCut, RoboShot, RoboDrill, to so žične erozije, stroj za brizgane plastike pa vertikalni obdelovalni centri. Mogoče prej sem omenil 320 tisoč izdelkov naredi Fanuk mesečno. Mogoče je dobro si zapomniti, da največji delež te številke predstavljajo ravno servomotorji in pa servoojačevalci. In zakaj? Zaradi tega, ker vse te ostale, se pravi industrijski roboti in pa robomašine, to so novo proizvodene mašine, medtem ko servomotorji, servoojačevalci pa jih tudi vgrajujejo drugi proizvajalci strojev, ne. Zaradi tega Fanuk odgovarja tudi na to povpraševanje na trgu, zaradi tega je ravno servomotorjev in servoojačevalcev največ proizvede v enem mesecu, ne. Služijo pa seveda tudi vsem in Fanuku in drugim proizvajalcem tudi kot rezervni deli, a ne, če slučajno se kaj pokvari. Prvaki smo v avtomatizaciji, to skozi govorimo, tovarne na Japonskem so najbolj avtomatizirane na svetu, imenujejo se tako izraz lights out tovarne, ste verjetno že slišali, ne. No, Fanuk uporablja lights out tovarne že od leta 2001. Kar pomeni lights out, pa pomeni, a ne, da tovarna lahko popolnoma avtonomno operira, izvaja svoje naloge brez vmešavanja človeka, ne. In nekaj takšnih tovarn je na Japonskem in takšne tovarne lahko operirajo brez človeka do 30 dni, se pravi cel mesec lahko tovarna dela brez kakršnegakoli posredovanja človeka. V Fanuku pravijo celo, da ne samo luči, da ugasnejo, ampak ugasnejo in klime in ogrevanje, ker ni nobenega človeka, ki bi ga zeblo pozimi ali pa bi mu bilo vroče poleti, ne. Tudi Fanuk seveda sledi trendom zelene prihodnosti in s tem namenom si prizadeva zmanjšati svoj ogljični odtis. Tako podatek iz leta 2014, 27% manj odpadnega olja v proizvodnji in skoraj 28 tisoč ton recikliranih kovin odpadnih. In tudi zmanjšal je tudi porabo električne energije za dobrih 23%. Seveda ni potrebno kaj posebej poudarjati, da je več kot 80–90% Fanukovih komponent v vseh Fanukovih strojih je proizvedenih, testiranih do popolnosti znotraj podjetja na Japonskem, a ne, tam se vse dogaja. In tako pridemo do teh servisnih storitev, katere jaz tržim, to so usposabljanja, se pravi, ko stroj vgradimo, inštaliramo pri stranki, treba je usposobiti naše končne stranke, jim zagotavljati servis pa tehnično podporo in pa popravila, če se slučajno kaj popravi ali pa rezervne dele, če se nekaj ne da popraviti, pa moramo potem kaj zamenjati, a ne. Skratka, želimo vam povedati, da smo tukaj za vas, sedež imamo v Celju, zaposlenih nas je pa 23, od tega več kot polovica je servisnih inženirjev, pokrivamo vse mašine, a ne, imamo 3 različne servisne ekipe za specifične proizvode. Naši servisni inženirji se nenehno usposabljajo, to pomeni, da vsaj enkrat letno, za vsaj en teden, vsak servisni inženir gre na dodatno izobraževanje.
a ne, v Fanuc, v Fanuc Europe, to je v Nemčiji, kjer je sedež Fanuc Evrope. In se tam dodatno izobražujejo, naj gre za neke določene inovacije ali pa neke izboljšave, karkoli. In na vse te servisne intervencije dajemo 12-mesečno garancijo, kot tudi na vse nove ali pa tudi obnovljene rezervne dele. Preventivno vzdrževanje, tukaj bi predvsem rad poudaril glavni produkt, ki ga jaz tržim, to je pogodba o preventivnem vzdrževanju, za katero se mnoge stranke čedalje bolj odločajo. Recimo v lanskem letu smo sklenili pogodb za več kot 160 robotov, kar nakazuje ta trend pri strankah, da se tudi sami zavedajo pomena rednega preventivnega vzdrževanja. In takšne stranke potem nagradimo z dodatnimi popusti, a ne, v okviru takšne pogodbe, kot so dodaten popust na rezervne dele, na vsa usposabljanja, vse programe usposabljanja Fanuc Akademije, ki ga izvajamo tudi v naših prostorih v Celju, in pa tudi na servisne intervencije izven sklopa preventivnega vzdrževanja je dodaten popust in tako naprej. In glavna stvar je pa seveda podaljšana garancija. S sklenitvijo takšne pogodbe imate dodatno garancijo do 5 let, pa tudi po 5 letih, če podaljšate to pogodbo, se še podaljša garancija, ne. Rezervni deli, imamo vrednost zalog v Evropi presega 100 milijonov evrov, tako da si lahko zamislite, da je zelo veliko to skladišče, v Luksemburgu je to. Zavezani smo k doživljenjskemu vzdrževanju izdelkov, kar pomeni, da ne boste pri Fanucu slišali, da nekaj se ne da popraviti, ker nimamo več, ker ne proizvajamo nekega rezervnega dela. To ni res, mislim, pri nas tega ne boste slišali, pač pa bomo vzdrževali vašo napravo, dokler jo boste vi želeli uporabljati. Tako imamo na trgu še 35 let ali pa 40 let stare mašine, ki še vedno delujejo in za katere še vedno nudimo podporo. Imamo tudi mi imamo Evropski center za popravila, tako imenovani Repair Center. Tole so dejanska slika iz Repair Centra, tam obnavljamo in popravljamo vse elektrokomponente, servomotore, servoojačevalce in tako naprej. Naša kvaliteta strnjena v enem temu slajdu bi nekako takole povedali, da imamo razpoložljivih rezervnih delov v temu skladišču skoraj 100%, rezervnih delov, ki se takoj odpremijo za servis po naročilu, jih je 95%, odzivni čas od klica stranke do prihoda serviserja je manj kot 20 ur in v dobrih 24 urah imate stroj popravljen. To so dejansko statistični podatki za Evropo. Kot sem rekel, imamo ta usposabljanja na našem sedežu v Celju, vabljeni, če potrebujete dodatno znanje, imamo moderno opremo, izobraževanja se izvajajo v manjših skupinah, tako da je zelo kvaliteten prenos znanja. Tole so naši kontaktni podatki našega sedeža v Celju. Z moje strani bi bilo to vse, se opravičujem, če sem bil majčkeno predolg. Hvala lepa za pozornost, za dodatna vprašanja sem na voljo kasneje ob kavici. Hvala lepa.